V laboratoriju za tehnologijo programske opreme preučujemo postopke za razvoj programske opreme, ki so osnova sodobnih informacijskih sistemov. V okviru tega se ukvarjamo z 3 ožjimi raziskovalnimi področji. Najprej je področje za metodološki razvoj informacijskih sistemov, v okviru katerega se ukvarjamo z agilnimi metodologijami, recimo deli metodologij Scrum in ekstremnega programiranja. Drugo področje, s katerim se ukvarjamo, je zagotavljanje kakovosti programske opreme, kjer se ukvarjamo z modeli za zagotavljanje kakovosti programske opreme in nekako s številčnim spremljanjem razvoja programske opreme in izdelkov kot takih. Tretje področje je področje podatkovnih skladišč, kjer se ukvarjamo z integracijo podatkov iz različnih informacijskih sistemov in še zlasti z zagotavljanjem ustrezne kakovosti le-teh. Vse raziskave v praksi preizkušamo s sodelovanjem pri različnih aplikativnih projektih. V okviru tega je gotovo najpomembnejši in najodmevnejši visokošolski spletni informacijski sistem e-študent, ki se uporablja na številnih, oziroma bom rekel kar na večini fakultet in akademij Ljubljanske univerze. Uporabniki sistema e-študent, to so študentje, profesorji, asistenti in delavci študentske pisarne, imajo omogočen enostaven in učinkovit dostop do vseh podatkov, ki so vezani na študijski proces in to na enem mestu preko spleta. Sedaj bi si na kratko ogledali demonstracijo, kako vidi spletni študijski informacijski sistem študent. Študent se prijavi v spletni študijski informacijski sistem z uporabo ustreznega gesla, kar pomeni, da je nekako sistem ustrezno varnostno zaščiten. Tukaj imamo primer študenta, imaginarnega študenta, ki v resnici ne obstaja, ki se je vpisal v prvi letnik visokošolskega strokovnega programa računalništva in informatike v Ljubljani. Kot vidite, študent lahko na svojem meničku opazuje razna obvestila, ki mu jih pošiljajo profesorji in ki so povezane z njim. Lahko se prijavlja oziroma si ogleduje rezultate kolokvijev, lahko pregleduje, se prijavlja na izpitne roke, lahko pa tudi pregleduje različne ocene. V tej kratki demonstraciji bi samo pokazali, kako študent vidi objavljene pisne roke za predmete, ki se ga nekako tičejo. Študent lahko izpisuje roke po predmetih ali po vpisu. Tole so predmeti, ki jih je študent vpisal v letošnjem šolskem letu in recimo, če kliknemo na predmet osnove programiranja 1, izberemo še ustrezno časovno obdobje, ki je od 1. oktobra letos pa do 1. oktobra naslednje leto, torej v celotnem študijskem letu, lahko vidimo nekako vse izpitne roke, ki se jih lahko študent udeleži. Študent se seveda potem odloči in se prijavi na nek izpitni rok. Prijavi se glede na nek vpis, tale je vpisan pač samo v prvi letnik, izbere ustrezen predmet, recimo osnove programiranja, izbere ustrezne roke, ki jih lahko izbere, ki mu pripadajo, recimo tega, in se prijavi. Svojo prijavo dejansko potem lahko tudi opazuje. Tlele vidimo, kako je študent prijavljen nekako na 2 izpitna roka. Ko pride izpitni rok, torej to bo nekje drugo leto februarja, bo profesor študentu vnesel ocene in študent lahko ocene vidi v svojem kartotečnem listu. Zaenkrat dejansko tale študent še nima nobene ocene. Takole izgleda spletni študijski informacijski sistem z vidika študenta. Profesor pa lahko v istem informacijskem sistemu na malce drugačen način razpisuje izpitne roke, razpisuje kolokvije, obvešča študente o rezultatih, vnaša končne ocene in vnaša tudi teme diplomskih nalog. Spletni študijski informacijski sistem e-študent pa tudi popolnoma avtomatizira poslovanje študentske pisarne, kar študentje vidijo predvsem potem, da ni treba predolgo čakati pred okenci študentskih pisarn.